Jezus je začuden. To ni nič kaj tako presenetljivega na prvi pogled. V evangelijih lahko beremo, da je bil Jezus redkokdaj začuden. V glavnem je bilo to, ko se je začudil nad človekovo vero oziroma nad človekovo nevero. V tem odlomku lahko beremo, kako ga je stotnik, ki je bil pogan, ki so ga imeli za tako rekoč malce manj vrednega, ker ni bil Jud. Ampak on, ki je bil pogan, je imel tako vero, da si je upal priti do Jezusa in ga je prosil: Gospod, vem, da nisem vreden, ampak prosim, vstopi v mojo hišo in ozdravi enega izmed mojih služabnikov. Ali imam jaz tako vero, da ga prosim: Gospod, pridi v mojo hišo. Gospod tukaj čaka. Čaka, da ga povabimo. Čaka pri vsaki sveti maši, da ga povabimo: Gospod, prosim, pridi v mojo hišo, pridi k meni. Od česa pa odvisno, ali Gospod pride? Tukajle pri stotniku smo lahko videli oziroma lahko prebiramo, kako močno vero je on imel. Kako močno vero in trdno prepričanje, da bo Gospod res prišel in le z besedo ozdravil njegovega služabnika. In Gospod, ko je videl to vero, takrat se je začudil. Takrat je bil presenečen. Ali je presenečen tudi pri nas? Ali si mi res želimo, da bi prišel v našo hišo? Pri stotniku lahko vidimo tudi to ponižnost, ko pravi: Gospod, nisem vreden. Tudi mi, tudi jaz, tudi ti. Ali smo res vredni, da pride Gospod v našo hišo? Stotnik se je ponižal, je priznal svojo grešnost in je prosil za pomoč, je prosil za odpuščanje, je prosil za ljubezen. Jaz znam prositi za pomoč, znam prositi za ljubezen. Pred nami je cel advent in v tem adventnem času res vsem skupaj želim, da bi znali biti tako kot stotnik. Povabiti Gospoda in reci: Gospod, nisem vredna, da prideš k meni. Ampak reci le besedo in ozdravljena bo tudi moja duša.